Ajde, Joža, poženi. Ajde, poženi Joža. Lepo pozdravljeni v še eni ediciji Kaj se kaj govori. Danes z Timotejem Cukom in pa Tinetom Kotnikom. Lepo pozdravljena. Lepo zdrav. Zdravo, zdravo. Evo, danes bomo z njima govorili o življenju in igranju košarke v Franciji. Tine Kotnik trenutno igra pri Bulazaku, me opomni, če sem narobe prebral, Basket Dordogne v francoski prvi Pro A ligi, predtem pa se je kalil pri Dravogradu in Celju. Timotej Cuk pa je za kratek čas igral v Franciji pri Gilles Colarjac Basket, trenutno je v stanju dolgotrajne poškodbe, ne, in nekaj okreva, ko se bomo tudi dotaknili tega in čaka, da se bo lahko zopet dokazoval pri košarkarskem klubu Celje. Mislim, da sem s tem povedal nek lep uvod, no, pa da vas kar vprašam začetek, če gremo na vajine začetke, res tiste tam mlajše, no. Kdo je sploh navdušil za košarko, ne vem, Cuk, kdo je tebe navdušil? Ja, v bistvu moj prvi šport je bil fuzbal, ne, sam sem bil nekako premali, ni bilo še te selekcije, ker sem pač, ne vem, že zelo mali zljubo žogo in sem, ne vem, za 6 leti hotel trenirati nek šport. In smo šli probati do nekega fuzbal kluba in nismo imeli te selekcije v 6 in potem sem v bistvu se upisal na košarko, ker je bilo pač dostopno za otroke in sem začel v Ljubljani trenirati. Kjer klub je bil to, tam malo? To je bil otroška košarkarska šola Ledina, v bistvu na osnovni šoli Ledina. Je bil tako nek krožek, v bistvu, ja, nek krožek, saj smo imeli vse 2-krat, 3-krat na tem treningu. Ja. Kaj pa ti, Tine? Ja, jaz sem pa najprej treniral plavanje, zato ker sem izral na Koroškem in tam je pač plavanje močen šport. Po enih 5 letih treniranja plavanja sem pa prestopil na košarko. Sem pa tudi naredil začetke na Koroških košarke, ki so spadali pod košarkarski klub Dravograd. Navdušil za košarko me je pa oče, pa bratranec. Bratranec je 4 leta starejši in je že pred mano treniral košarko. Se pravi, na Koroškem si, kjero jezero je te na Koroškem si plaval noter, kaj? Ni bilo dobenega. Ja, Ivarčko jezero. Se pravi, držiš rekord za najhitrejše preplavanje. No, ja. Ivarčko jezero, okej. Po globini. Po globini. Se pravi, ti si rekel, Cuk, pri 6 letih, kdaj si začel igrati košarko? Ja, pri 6 letih isto, pač interes, ne vem, oče itak je športnik, bil skozi, brat je treniral tudi košarko in pri Laškem in pri Olimpiji. Tako da, ne vem, košarka mi je bila tako v bistvu položena, ne, tako da je neka edina prava izbira se mi je to zdela. Tine, tudi ti, Tine, ti tudi pri 6 letih prej? Ne, jaz sem začel košarko pri tam 12, v 5. razredu osnovne šole, 6. A sta vedela, da... Od 1. razreda. Od 1. razreda pa plavanje. Embit je začel, meni si je košarko trenirati, se nam vidi pred 20, a kasneje celo. Ne, veletek je zanimivo, da je pač res pozno. Veliki, ni mali igralcev, ki so se pozno odločili za košarko, pa da jim je dejansko rata. Sam potem, ne, če sta pri 6 letih pa do, ne vem, kdaj vstopiš kot košarkar v člane, tam pri 18, 17, ne, verjetno. Koliko benzina sta dolžna starša za prevoze, kaj bi rekla? Koliko keslo? Krvalik, po mojem. Pa to ni sam benzin, ne? To je tudi oprema, to so dvojne teniske, še včasih bile na leto, ene ziher, ne? Tako da oprema velike stvari, ko se nabere, ko jih pač v mlajših selekcijah ne dobiš kar podarjene, ne? Ja, se spomnim, vem, da vsako leto vem, da se je obnavljalo, tudi pri fuzbalu pri meni, da se je obnavljalo, to je moglo, ne vem, to je bilo to 100 evrov, približno je bila ena taka, rečemo relativno, če rečemo sam te opremo, ko je klub predlagal, pa še koprčki, pa vse to, pa štucni, pa ono, pa drugo, pa z okni, pa ne vem kaj, majice, pa vse še pride zraven, pa žoge. Ampak zdaj, glede na to, da je to kar nek zajeten kup denarja, ne, pa nek starši so podpirali vse verjetno pri vsem tem, a sta daj vmes razmišljala, da bi obupala, ne? Ne vem, je bil kak tak moment, ko sta mislila, jaz bom, ne vem, pa šel v nek drug šport, ali pa da si rekel več, ne da se mi več, ali pa ne vem. Cuk.
Ja, jaz sem recimo v osnovni šoli imel ful borbo, pač med tem nogomet pa košarko. V bistvu sem istočasno treniral in nogomet in košarko. In sem takrat pač razmišljal, ja, pa sem v bistvu res boljši na nek način v nogometu. Ne, bil sem velik, močnejši pač od svoje generacije. Nekako lažji se mi je zdel, da bi lahko tam igral. Ne, sam po me pa spet gnali to, da so bili soigralci pri košarki, tako ja, se on bo šel, ne vem, bo tak fuzbal špilo, ne, in me to še bolj gnali in sem pač zaradi tega pri košarki ostal v bistvu motivacija, da se dokažem drugim, da sem lahko boljši od njih. Tine? Isto za tebe? Ne, jaz pa nikoli nisem imel nekega, da bi obupal ali pa karkoli. Vedno mi je bilo to neko zadovoljstvo, da pač, ko sem bil mali, se spomnim, da sem komaj čakal, da pride sobota ali pa nedelja, da lahko grem na tekmo. Pol pa tudi z leti, pa tudi itak, ko greš naprej v druge klube, pa je to pol že nek del življenja sploh. Zdaj, Se navadiš na to. Zdaj, moja izkušnja prva s košarko, ne, če sam vem dodati, nisem nikoli treniral, pa ne, sam prva, če gremo mogoče na ta malo bolj neprijeten del košarke, ne, da poškodbe, ne. Moja povezana s košarko je bilo, ko se ti mogoče Cuk bolj spomniš, ne, ko si še živel v Zrečah, ko je še bila KK Rogla, ne, košarski Rogla v prvi ligi in se nas je veliko mladih zbiralo spodaj pod temi tribunami, pa smo laufali, pa se lovili in moja prva recimo poškodba povezana s košarko je bilo take stopnišče železne in enkrat preletim in se tako res poševno hočem vreči za take role nekega parketa in direkt preletim v tisto neko železo in si prebijem celo čelno tule gor. In to je, meni si da prva moja poškodba povezana s košarko, ne, kaj pa vidva, kdaj sta se prvič kaj poškodovala pri košarki? Ti, Cuk si neki v backstage omenjal, no, da ti je padla neki na glavo, no, kaj že? Ja, to je bilo isto, pač to, ko smo bili, tako si rekel, na tekmah smo bili mulci, ne, in smo pač vsako tekmo v bistvu nam je bilo vrhunec na nek način te tekme, da smo šli med polčasom, ja, vsak svojo žogo zagrabili in smo pač metali tistih 10-15 minut pred publiko, ne, itak pač polna dvorana, mi mečemo tam, ne. In v glavnem, smo se zagnali vsi v to košaro in je pač tisti, ko je bil prvi, ne, je pač dvignil pokrov gor, vzel žogo in šel metati, ne, in jaz sem bil, ne vem, takoj za njim in je vrgel pokrov gor, on je vzel svojo žogo, jaz sem dal pač glavo not in bam, mi je padla direkt pokrov ta kovinski na glavo, mi je odprl tole. To je bila pač ja, taka prigoda. Drugače pa prva poškodba iz košarke, ne vem, verjetno kak zvid gležen. Ne vem, taka klasična košarkarska, nabit prst, evo, to tudi zigraš. Tine, pa ti si se kaj poškodoval, ko si bil mlajši? Zvitega gležnja še nisem imel, tako da moram potrkati na les. Drugače pa ne vem, kakšne razbite arkade, razbita kolena, ko smo se metali za žogo. Potem, ne vem, imel sem zlomljen nos 3 mesece nazaj, to je bilo prvič, slaba izkušnja. Zelo slabo, ker moraš imeti po operaciji 3 tedne masko zaščitno, da se pač zaceli. Drugače pa nič kaj hujšega, razbita arkada. To sem videl na Facebooku tvojega kluba, no, je neka slika, kjer si ti z masko, sem te skomi prepoznal nekaj, a si gor glih dvigneš, taka bela je bila, se mi zdi, ne? Ja, pol sem imel zaščitno masko za treninge pa tekme. Je pa taka prozorna in imaš 3 tedne, 4 tedne po poškodbi, da pač se obvaruješ pred udarci, da si še ne ponoviš še enkrat. Spravi, da si nosil masko before it was cool, dejansko, ne? Zdaj, glede na epidemijo, zraven. Ok, zdaj, sam to smo še pozabili omeniti, kaj vidva sploh igrata, ne? Tine si kaj, 4, 5? Jaz sem 4. Ti si 4, Cuk ti pa 1, ne? Ja, Torej, 1, play. 2. Play, ja. Ti pa bolj proti centru, no? Prosti, ne, nimam. Tine je center v telesu playmakerja. Ne, glih obratno. Playmaker v telesu centra. Ti si to prejšnjo, da si rekel. Zdaj, če gremo malo bolj od teh prijetnim, kaj je prvi tak uspeh, ki se ga res rada spominjate? Ne, Tine? Ne vem, udeležitev prve mlajše reprezentance, najbrž v U15, Slovenija bolj. To smo bili stari 14-15 let in to je bilo res nekaj pomenilo. Drugače pa z Dravo Radom, ko smo prišli na Final Four,
tudi pri U15, U14, U16. To se mi zdi najbolj, da to ti ostane v spominu, ker si mlad, pa je še to vse skupaj pač, ko nazaj pogledaš, je to. Igraš za sebe, za nobenega drugega in to so lepe izkušnje. Cuk? Ja, jaz tudi verjetno, pač, ko sem bil mlajši, ne, mislim, je to prvi neki taki uspehi, da sem bil poklican na ta širši spisek za reprezentanco, ne. Pol pa drugo, kaj bi pa rekel, je bilo pa v bistvu, ko smo z našim šolskim centrom Konjice Zreče, kar je, ne vem, pač to je mala šola v primerjavi z večjimi mesti, to ni veliko dijakov, da se je bilo, ne vem, glih 20, ko smo trenirali košarko na tej šoli, v glavnem in smo bili 4. v državi. Final Four pač smo prišli v srednješolskem tekmovanju in sem bil tam v prvi 5 turnirja tudi zbran. Ne vem, z Edotom Muričem, pa kdo še bil, Španija še bil. Tako da, ja. Z njimi si igral? Mislim, proti njim si igral? Takrat. Proti njim, oni so bili tudi v prvi 5 turnirja. Ja. Jaz sem bil pač izbran med njimi. To je takrat, ko še obstajalo, ne, če še obstaja ŠKL, to? Ali to že za osnovno šolo? To je bilo, mislim, takrat mi smo igrali ŠKL, pa ta šolsko košarkarsko ligo, ne vem, 2 lige so se igrale. ŠKL-ju tudi smo bili kar visoko, no nismo bili zdaj, da bi bili v finalu ali pa karkoli. Ta šolsko košarkarsko ligo, to smo pa bili dejansko pač na Final Fouru, ne. Mislil sem reči, ne, če gremo tu naprej, prej sem omenil, no, da sta oba dva neki klubov omenjala v svoji, recimo tega, karieri, no. Kako je bilo to menjati klube, ne? Se pravi, ti iz Dravograda iti v Celje, ne pa zdaj v Francijo, Cuk ti iz Ljubljane, pa pol različne športe, pol prestaneš tudi v Zrečah in zdaj na koncu tudi vmes v Franciji, pa pol zdaj v Celju, ne? Kako je menjati te klube, ne? Kaj tiska, kdo vam je največ pomagal, pa na kaj se moraš najbolj navaditi hitreje, ne? Ali je to nek sistem, ki ga je igral nov klub, ali je to na neka prijateljstva s temi soigralci, da se uigraš, ali... Mislim, da na začetku itak je pač, da spoznaš, ne vem zdaj, če govorim, kak je bilo, ko sem šel v Francijo, jaz nisem poznal jezika, pač praktično, meni se zdelo, da isto bi bilo, če bi se na Kitajsko preselil, pač niti besede njihove, mislim, tiste 2 besede sem znal, sam fora pa je, da Francozi nekako, mislim, vsaj tako izkušnjo, ko imam jaz, niso neki vešči glih v angleškem jeziku, ne, pač ne moreš se glih sporazumevati z njimi, če ne znaš francosko. Tako da pač redke izjeme so mi pač pomagale tam, tisti, ko so znali prevajati, ko so znali govoriti vsaj neke osnove angleščine, pač da sem se sporazumeval z njimi. Sem pa čez čas pač se mogel tudi prilagoditi, če sem hotel komunicirati pač s komorkoli drugim, ne, da sem govoril francosko, ne. Pač, ker naš trener, recimo, je govoril večino francoščino in mu je pač sin pomagal, da mi je prevajal, ne. Tako da, ne vem, postopoma sem pol tudi lahko treniral otroke v Franciji, tako da... Aha, si že to bil čas? Da si že otroke treniral? Ja, sem imel kadetsko B ekipo. Ja, in sem pač imel trening, jaz sem pač tudi znal nekaj angleško. Jaz, če nisem slučajno znal točno razložiti, ne, mi je pač on pomagal. Sam sem mogel neke osnove, sem se itak naučil, tako da bi rekel, da znam nekaj po francosko povedati, no. Okay. Tine, ti sam poveš prvo to, ne, iz tega Dravograda v Celje, čeprav gremo na slovensko sceno, pa pol na francosko, ko se pridemo v naslednji temi, ne. Kako je bilo to, no, menjati vsaj tak klub? Ja, pač to prvo kot prvo, ne, vsak klub, ko menjaš, se moraš navaditi na novo okolje. Prideš v drugo mesto, v drugo državo potem, ne. In že to je sprememba okolja, da se navadiš na okolje. Za mene najprej, ko sem igral v Dravogradu, sem bil doma, je to tudi malo drugače, živiš doma, ne, mlad si. Potem, ko se pa preseliš, živiš pa sam in se moraš spet vse navaditi, kako je, ko živiš sama, ne, pri 16, 17. Moraš si pol uskladiti čas za šolo, za trening. Tako da ni to lahka pot, ne, da se kar odseliš od doma pri takih letih. Tako da ja, to je po mojem najbolj taka preizkušnja. Glede košarke pa to se po kakemu tednu si že v sistemu. Pa je ful bila razlika pri tebi, ne vem, kak sistem so na primer igrali v Dravogradu pa pol v Celju, ne? Tudi
V smislu tega, ne, koliko je bil reden trening, koliko je bilo več treningov, kakšni so bili bolj individualni v tem smislu, ne? Pa za mene, Dravograd Celje, v Dravogradu se je dobro delalo z mladimi, ni bilo zdaj to nekega velikega pristopa. Ker Dravograd je bil vseeno med top ekipami v mlajših selekcijah in ni to zdaj ful neke pač razlike. Pa ti pa, Cuk, Timotej? Kako je bilo v Sloveniji ti prestopati, ja? Ja, v bistvu pač se to je bil začetek, ko sem prišel z Ljubljane, sem prišel pol v Zreče, ko smo se preselili v KK Roglo, ne. Meni se je zdelo kar drugačna zadeva, pač nasploh že tudi prijatelji. Takrat sem bil res mlad in sem mogel tudi se nekako pač uveljaviti, ali kako se reče temu, pač da sem dobil prijateljstva, ne, na nek način. In ja, košarka mislim, da mi je ful pomagala do tega, pač, da sem dobil nova prijateljstva, nova poznanstva. Ni bil nek problem zdaj se navaditi, pač tako je Tina rekel, ja, rabiš kak teden, dva, meni mogoče več, ne vem, jaz v Francijo, ko sem šel, sem rabil malo več, da sem se navadil na sistem košarke. Sam se navadiš, pač čisto tak, sej. Ja, ko mi je bilo zanimivo, no, pač mi se mogoče pač malo lepo znama, ne, z Cukom. In ko se spomnim pač, ko si prišel prvič na trening fuzbala, sem imel 7-8 let stari, in prideš nov, ne, si smo bili tako, okej, neki, ne, kdo je to zdaj to, in pol vem, da si zabil 4-5 golov, ne. Tako so bili pil, zdaj, fakt, ne, mislim, vsi smo imeli neki, ne, ali smo se ti malo pustili, ne, ampak je bilo zanimivo, no, videti, ker smo imeli te fore. Ne vem, si celo za golmana, pol nekaj čist malo probal. Si ti probal za golmana, mogoče čist cene par sekund treninga? Ja, zato je možno, ja, kako da sem na koncu treninga kaj probal, ja, možno. Pač rad sem tudi golmana špilal, ker več košarke sem pač žogo dobro lovil, ne, se mi pa zdaj pa ne grem še to probat, se malo metati. Ja, ko se prav spomnim, jaz tudi najlepši spomini so meni treniranje v Zrečah v teh zgodnjih letih, vse te, če rečem, pizdarije pa vsega, kar se je dogajalo okoli tega, ne, pa tudi kak shout out to Berti, na primer, ne, ki je treniral, pa Flis, pa tako naprej, ne, pa te scene. In tako naprej, ne, pa vedno so bili te sendviči iz Kometa, so bili z 2 kosoma kruha, pa res full klobase noter, pa smo se vsi grebli za tisto eno solo, kaj je bilo, da si prvi dobil, ker pa so vse usedline spodaj ostale, da ni upal več piti ven, ne, ni šans. In tako naprej, pa rigalo se, pa te poliki, pol vsem gor po avtobusu, pa joj, vsake čas. Avtobusi smrdeli, ja. A Tine, ti si imel podobne izkušnje, si se kaj tepli s to malico tam med frendi, ne? Zdaj sem vedno, ne vem, mi smo dobivali to res liter pa pol pijače in res si mogel biti prvič, ne? Si pil res slino od vseh pol. Zdravo. Ja, normalno se to itak, ne, ko dobimo neko hrano, ko smo bili mlajši, ko smo dobili neko hrano po tekmi, to, kdo je pač prvi prišel, prvi jedel, to je bila klasika. Ok, prej sta omenjala malo Francijo, gremo na to. Zdaj, Tine, ti še igraš v Franciji, ne, trenutno v tej prvi Pro A ligi. Cuk, ti si pa pred kolikimi leti igral, 2 leti nazaj, nekaj takega, ne? Ja, to je kar že 3 leta nazaj, ja, tega. Kako to, da sta sploh pristala v Franciji, Tine, ne? Kako to, da si sploh pristal na eni točki v Franciji, kako je potekal ta kontakt, a so bili kakšni skauti ali kaj? Ja, zato sem lahko hvaležen mojemu bivšemu trenerju Milošu Sagadinu, ker on je tudi deloval v Franciji in pozna tu veliko trenerjev in vsega, ne. In pozna tudi samo način igre pa košarke v Franciji in življenje nasploh. In mi je svetoval, da probam poslati kakšne moje posnetke iz Celja. In smo poslali in so nas kontaktirali 2-3 klubi iz Francije in potem sem se odločil, da grem v Bulazak, ker so mi pač ponudili najboljše pogoje. In to je bilo to. To smo se dogovorili poleti 2019. In potem sem avgusta že bil na poti za Francijo. In dejansko si imel ti opcijo, da se odločiš, ne? Je bilo več ponudb, pa kak? Ja, imel sem 2-3 ponudbe in pol sem pogledal, kaj mi ponujajo.
sem se pol tako odločil. Torej, kaj pa ti, Cuk, ne, kako si ti prestal kar naenkrat v Franciji? Ja, jaz pa v bistvu to leto preden sem šel trenirati v Srbijo k individualnemu trenerju, ko ima tudi svojo agencijo in je že takrat pač on, ko sem prišel tja na treninge, rekel, da mi lahko zrihta klub. V glavnem in jaz sem se izbral za Francijo, ker pač ne vem, zdelo se mi je, da je boljša ponudba, pač da so boljši pogoji. Je pa tudi v bistvu prek kolega, ko je lastnik firme Dankshop, mi je v bistvu pomagal, je priporočil me, ali ko so iskali, ne, in sem pol se pač... Ja, se odločil. So me poklicali in sem rekel, da pridem v Francijo. Ok, zdaj malo bi vas sam vprašal o teh pogojih, ne, ko si že ti na primer omenil, pa če kar tebe prvo vprašam, o kakih pogojih to govorimo, ne, zdaj verjetno jaz si ne predstavljam ravno, kaj se ti nudi nek odhod v tujino, ne, v smislu stanovanja, prehrane, zdravstveno osebje, regeneracije, treningi, ne. Koliko je bilo tebi nudenega, koliko ti je še zdaj nudenega v tem, da bi rekel, da se pa zdaj, ko se boš prestavil v Francijo, da boš pa rekel, ne, jaz bom dejansko manj pošlihtano tu in lahko treniram normalno. Ja, to je čisto odvisno, ne. Vsak klub je drugačen. Zdaj v Franciji imaš ti zelo veliko izbiro klubov. Tu za mene v Bulazaku res imam vse poštimano, dali so mi stanovanje, dajo mi bon za Leclerc, da pač si gremo kupiti hrano. Vsak mesec ga dobim. Potem pa, ne vem, dvorana je skozi na razpolago, fitness je skozi na razpolago, imaš fizioterapeuta, zdravnika, ki sta skozi tu, da pač jo pokličeš, to me boli, rabim masažo, rabim rabim on. In to je to, pač. Zdaj pa to mogoče, da ni v vsakem klubu tako. Se pravi, je tu kar na visokem nivoju, no, to je poskrbljeno, bi lahko rekel. Seveda. Torej, Tine, ti si omenil, ne, te pogoje, ne, da so v redu, kaj pa ti, Cuk, kako je pa pri tebi bilo? Ja, pač isto sem gledal na to, kaj nudijo, ne vem, glede prehrane, glede stanovanja, ne vem, če dobiš kak avto, ne, ker pač, če greš v neko tuje mesto, zdaj, če druga ne, da si lahko do trgovine peleš, če ne pa, da lahko pač kaj vidiš tudi, ne, to je nekaj čist novega, neznan svet, ne. Tako da, glede na to pa tudi, ne vem, pogoji glede igranja, ne, kaj si oni pač želijo, ali hočejo gor, ali hočejo dol v svoji ligi, ne, tako da, to so neke take okvirne, kaj sem jaz pač ocenjeval. Ja, in pol je bilo poskrbljeno za te pogoje? Kako je bilo pol poskrbljeno, ne, dejansko? Ne, ti ne omenjajo, ne vem, bon dobi za jez, za hrano, stanovanje ima, ne, letalsko karto, na primer, ne, a se je bila plačana, ni bila? Ja, pač ne vem, recimo meni so nudili letalsko karto za tja pa nazaj, ne, torej 2 letalske karte, hrano tudi je bila, ne vem, tudi so šli nakupiti, ne vem, jaz sem dal spisek, to je bilo pač neke subvencije, bone so dobili in so tudi za nekih 200-300 evrov na mesec lahko kupili, ne. Drugače pa ni pa zdaj tako, recimo vsaj iz Francije, ne moreš iti, tako smo mi navajeni v restauracijo ali pa, ne vem, da bi šel kar v kafič, da bi se usedel, ne, pač pa sedel tam pa pil kavico ali pa pač šel na pico, ne, pač to je dejansko, ne vem, restauracije so zaprte od 12, ne vem, do 4, do 3, nekaj takega. In pač takrat, ko bi mi, ne vem, vsaj Slovenci, normalno šli na kosilo, tam si ne moreš privoščiti tega, ne, tako da je spet se moraš navaditi na drugačen način življenja. Dobro, da smo se dotaknili teh stranskih, na primer, stvari, ampak vseeno pomembnih, ne. Se mi pa zdi, da če še vprašam, da bi bilo pomembno omeniti tudi nekak je tempo treninga bil v primerjavi s Slovenijo, ne, kaj je drugačno, kaj bi rekla z vidika košarke, kaj je drugačno? Poleg Tine, na primer, če tebe to vprašam, ko imaš zdaj to izkušnjo igranja v prvi ligi, ne, kaj vse je drugače? Ne, republika, ne, tempo treninga, intenzivnost, kaj bolj ali pa ne. Ja, seveda, na primer, ko sem igral v drugi ligi v Sloveniji, v Celju, nismo imeli jutranjih treningov za ekipo, ne. Tu v Franciji so vsi profesionalci in nimajo druge službe zraven kot pa pač košarka. In imamo 2 treninga na dan z ekipo. Drugače pa pol tudi na treningih, to je pa pol tudi čisto odvisno.
kak je trener, kaj trener hoče, a ne. Vsi trenerji so različni. Ne vem, lahko da bi imel v Sloveniji trenerja, ko bi hotel, da cel trening samo laufamo gor pa dol. Tu v Franciji pa bi trener želel, da bi igrali več 5-5 na en koš. Tako da to je pol se čisto razlikuje. Se pravi, ta oblike vaj pa tega, ne vem, bi rekla, da sta oba dva spoznala večjih, da sta spoznala več različnih akcij, ne vem, različnih sistemov igranja, v smislu, ne vem, kako se sploh v košarki poimenuje. Jaz sam poznam, koliko teh letih, ki spremljam cona, pa ni cona, ne, v obrambi v 2K-ju nastaviš neki hiter play ali pa neke čudne številke, ki se pol pojavijo, če še stisneš kaj na R2-ju, ne. Zraven pa nimam pojma, kaj je, ne, ampak v tem smislu, no, če mi lahko mogoče malo bolj pojasnite, v tem smislu, kaj še v Franciji z tega bolj vidika se razlikuje, ne vem, cuk. Ja, pač definitivno, to je drugačen način učenja, treniranja, košarke, ne vem, čist neka druga filozofija košarke, bi jaz rekel, mislim, sad na tem nivoju, kot sem jaz bil. Pa ni to zdaj, da bi bili trenerji slabši ali pa igralci, to tudi pač pridejo igralci z višjih lig, ne, vsaj v tem klubu, ko sem jaz bil, ker smo pač prišli za to, da bo šel ta klub ligo ali pa dve višji, ne. V glavnem, ja, čist drugačen način, mislim, vsaj jaz občutek, ko sem dobil, je bil bolj, ne vem, run and gun košarke, več se laufa, več je na fizikalijah, pač na tak način se, vsaj tu, kak izkušnje imam jaz, se igram. A je to ta tranzicijska igra bolj poudarjena v Sloveniji ali v Franciji? Ne, ta, kako bi rečel v angleščini, fast pace, hitra igra, ne, se pravi, da čim prej čez, dok ni postavljena obramba, je to, ima to kakšna razlika med Slovenijo in tam in Francijo? Tine, Ja. Vse lahko ti poveš. Okay. Ja, mislim, zdaj, jaz Tine lahko pove iz prve lige, ne, jaz iz nižjih lig lahko povem, da je drugačno. Tine? Ja, tudi tu v prvi ligi, to je tranzicija, to so atleti, a ne, v Sloveniji ni tega, tu imaš igralce, ko so v eni sekundi čez igrišče, pa ga zabijajo poster na drugi strani, a ne, se poudarja sam tranzicija, tako je Cuk prej rekel, run and gun, veliko metov, veliko posesti, a ne, za nasprotno, za obe ekipi, večje število točk, a ne, posledično. Ker v Sloveniji tudi, če gledaš pač neko normalno tekmo, redko kdaj vidiš, da bo število točk na 90, 100. Tu v Franciji, v prvi ligi, pa to ni kaj takega, če pa da 90 točk. Pa je tudi ta sprememba, koliko vi opažate, ne? To v NBA-ju se res spreminja tekmo v zelo velik poskusov za 3 točke, ne? Z velik trojk se meče, to se tudi pozna v evropskem basketu? Ja, normalno. Igra, mislim, da se spreminja, da zdaj lahko že vsi, cela peterka šutera za 3, ne? Tudi center, igra se širi. Da je pol več prostora za prodor, ko so vsi na trojki, a ne, tako da. Mislim, da je kar evropska košarka se približuje ameriški, samo ima pa še vedno svoj čar, da lahko ti postaviš centra v raketo v obrambi. V Ameriki to ni mogoče, a ne, tako da je tudi to neka razlika. Cuk bi kaj dodal? Ne, ja, dejansko je to isto, kar bi jaz rekel, se evropska košarka vedno bolj približuje pač NBA-ju, ne, pač vedno bolj podobne akcije tudi prihajajo iz Eurolige že, ne, vseeno se mi zdi euroligaška košarka recimo bolj organizirana, kot pa v NBA-ju, ne, pač. Okej, omenili smo to, ne, kako se igra, pa to sistem, način igre in vsega, ne. Zdaj pa gremo, ne, v backstageu smo se pogovarjali, ne, da Tine, ti si govoril oziroma igral, nisem čisto dobro razumel, z Borisom Diavom, to je en igralec, verjetno pač vsi ljubitelji košarke ga poznajo, ne. Bil je draftan pri Hawksih, Atlantic Hawksih, pol je pri Charlotteu igral, Sunsih, Spursih, Jazzu, bil je tudi Most Improved Player, se pravi nagrada za igralca, ki je najbolj napredoval pri Sunsih leta 2006. Ne, torej, kar znan, si govoril z njim, igral, Tine? Govoril. Dobili smo se, z klubom smo šli na morje, na obalo, tu blizu Bordeauxa, Arcachon, in je on prišel, ker ima tam hišo in se pozna z igralci
trenerji. Tudi naš general manager mu je bil trener v višjih časih v reprezentanci in tudi v klubu. Tudi da ja, je prišel, sem tudi šel do njega, smo se malo pogovarjali. Mi je rekel, da je bil z Dragičem, da je bil to njegov rukija, ne, v Phoenix Sunsu. Da pa tudi pol sem malo tekel ono tretjo, ne, pa da sem jaz iz Slovenije. Drugače pa ja, pol sem pa še seveda še sliko, za eno sliko ga prosil. Da, res dober človek, no, se mu vidi že nazaj. Lepo. Pol je bil pa še en, ne, Norris Cole, ne. Ta je pa sicer play, če se ne motim, ne, je bil pa tudi back-to-back prvak v leti 2014 in 12 in 13 pri Miami Heatu, to se pravi v času LeBrona. Še bolj pomembno pa je, da je igral za budućnost, ne. Ja. Z njim si pa, on pa je mlajši, ne, z njim pa si verjetno igral, koliko sem jaz preveril, še igra dejansko. On še zdaj igra v ASVEL-u, lani je igral pa v Monaku, tako da smo si stala na nasprotni strani. Tudi neka izkušnja, ne, da vidiš na nasprotni klopi igralce z NBA, ko si ga včasih gledal po televiziji ob 2 zjutraj, v finalu. Imate še koga takega, ki ste v svoji karieri, ne, igrala, poleg tega, da ste tudi vidva skupaj igrala, ne, ampak če se taknemo še najprej teh stvari, ne vem, omenjali smo naprej Gregora Horvata, Jako Klobučarja, pogovarjali ste se verjetno oba dva z Dovcem, ne, na eni točki. Imaš ti mogoče tu kakega, kaj poznanja takega, ki ti pa je ostal v spominu, no, da si se z njim lahko, mogoče v parku 1-1 ali pa 3-3 ali pa kaj takega? Ja, imam v bistvu nek vzornik, ne, tako smo se prej imeli pa Rogli, ne, ko smo bili mulci, smo se lovili tam od spodaj. Pač se smo tudi gledali tekmo, ne, konec koncev, pač bili smo zato tam, da Rogla zmaga, ne. V glavnem, ja, Primož Brolih, recimo, to sta bila brata Brolih, Jure in Primož pri Rogli, ki sta pač igrala takrat, ko smo mi bili tam navijači in sem imel možnost dejansko tudi igrati z njim, biti njegov cimer pri Šentjurju, ko sem bil v prvi ligi. Tako da me je tudi veliko naučil, ne, pač on je bil takrat za mene košarke, ne. Jaz sem ga gledal, bil je že takrat dober in pa sem dejansko imel možnost z njim igrati, tako da sem bil ful ponosen in me je veliko tudi kaj naučil, veliko dobrih nasvetov dal, tako da ja, Primož Brolih, en izmed takih, ko bi ga izpostavil. No, lepo. Imate mogoče to, ne, če še malo ostanemo pri Franciji, ne, najljubša dostava, restauracija, si rekel, da ne moreš kar tako iti, ne, a sta kaj več dostavljala, ne, Tine, vem, da si včasih dobre toste spečeš tudi, ne. Kaj je najljubšega pri hrani v Franciji, Tine? Ja, jaz sem si dostavil naročil glih 4-krat, 5-krat, odkar sem tu v Franciji že 2 leti, ker imam 3 minute od stanovanja, imam KFC, Burger King, McDonald's in mi je bolj všeč, da grem tja, pa pojem tam v miru, pa da si dostavim domov, pa imam pa mrzlo, pa vse. Je pa res, je pa velika izbira fast foodu. Najverjetno, kao vse imajo od A do Ž fast fooda. No, pa, da ne bojo ljudje mislili, da sam to ješ, ne, zadaj za teboj je sicer tudi ananas pa sadje, ne, in se ne bo čistiš tudi iz tega vidika. Cuk, kaj pa pri tebi, no, kako ti je bilo? Meni zanimiva zadeva, pač jaz sem se družil tudi pač s soigralci, ne, tako, da sem šel do njih domov, do njihovih družin, z njimi pač preživel kak dan, ne, pač v glavnem in meni je bilo zanimivo, da to po vsaki, ne vem, glavni jedi, ne vem, ko so pojedli, ne vem, juho, pa pol šnicle, pa to, ne, v glavnem pol je na mizo prišel sir. Pač to je bilo meni fascinantno, da pač po vsaki jedi to pač se jedo sir, ne, pač ne vem, 20-30 različnih vrst sira in ja, in to se je pač jedlo, pa še sadje ali pa sladice, ne. Ne vem, to mi je bilo tako fascinantno, kaj sem pač jaz imam ful rad sir, ne, tako da nek problem mi ni bil. Bilo pa zanimivo, no, da pač človek kar tak sam po sebi jedo sir po kosilu. Ja, Francozi so znani po sirih, ne, po tistih najbolj plemenitih sirih, še to. Je pa zanimivo, da to za sladico, jaz tudi nisem vedel, da to dejansko za sladico, na nek način, no, za sladico. Pred sladico, ja, tako, ne. Še to Prigrizek, še pol poješ malo sira pred sladico. Ja, poznajo bučno olje v Franciji?
Bučno olje. Se ga dodaja v solato veliko? Ne vem, jaz ponavadi, če grem kam, ne, izven Slovenije, ponavadi bučnega olja, ajde na Balkanu še kje najdeš, ne, ampak tako, ne, pogrešam ta von pa tega okusa, ne vem, ko pojeta kako solato, ne. Tine, ti si mi rekel, da ne, solat pa tega, ampak ja, se to je, mislim, je to kaka? Juha, jaz vem, da je iz bučk, ne, da je to je ful tam, zdaj direkt za to, kaj si rekel, pa se to moram spomniti, ne. Tine, mogoče ti, ko si še tam? Jaz tudi, imajo malo drugače solate, z nekimi drugačnimi olji, pa to, pa tudi kakšne imajo že za na solato, ne dajo glih olja včasih, ampak kakšne Ta francoski preliv je to znan, ne, z jogurtom in vsem ja, tem, ne, ne. to. Okej, ne, zdaj me je res zanimalo, no, kje to še vse je po svetu. Okej, gremo se še mogoče malo pri Franciji dotakniti tega vzdušja, ne, gledalci, koliko sta vidva videla in koliko še vidita, no, v smislu tega, koliko prevladuje košarka po Franciji. Se vemo, da nogomet je pač je najbolj popularno z Monakom, PSG-om in ostalimi klubi, ne, Montpellier in to naprej. Ampak kako je pa pri košarki, ne, zdaj, naprimer, če gremo najprej v te, naprimer, nižje lige, ne, si rekel Cuk, kako je, ne, pride, koliko navijačev približno pride, ne, dvorane so verjetno poštimane. Ja, se pač zdaj spet odvisno od mesta do mesta, ne, kakšna dvorana je, to nekaj posploševati ne moramo, ne. Je pa dejansko, ne vem, vsaj tam v našem klubu, pač pa tudi vem, da v ligi, kar večina klubov, ko je igral, je organiziral nek, ne vem, pač tako, da bi rekel sobota, ko je tekma, ne, da so organizirali dan za navijače. Pač, ne, in takrat je bilo pač dvorana polna, takrat, ne vem, so naredili light showe, muzike, vse pač ono dim, ko smo prišli na to dvorano dim, kot da si v NBA-ju si se počutil, res, ne, ono prav. V glavnem, ja, drugače dvorane so bile polne, sam spet pa to niso zdaj neke, mislim, vsaj tako sem jaz bil, da bile ogromne dvorane, ne. Ne morem to primerjati s Stožicami ali pa kaj takega, pač niti približno, ne, pač so pa bile polne dvorane, no, v večini primerov. Ker je ta neka pač primerjava, naprimer NBA pa evropsko košarko, ne, da navijači v evropskih, da je vzdušje v evropskih dvoranah bolj napeto, več se tere, več je rekvizitov, vsega navija se bolj tak na ta način, ne. Čeprav mogoče, zdaj, če je bilo zanimivo gledati Hawkse pa Knickse, ne, ker bo pa res, jaz nisem že tako dolgo, mislim, videl kakšne tekme v NBA-ju, ki bi bilo toliko nabitega, pa toliko nekega nabitega vzdušja, no, ampak Tine, če mogoče ti narediš to sporednico, ne vem, koliko je pa prvi ligi, ne, a je to, je bolj, ne bom rekel strastno, ampak bolj to napeto vzdušje. Ja, seveda, sej, tu mislim, da pač po teh mestih, malo manjših, najglih Pariz ali pa večja mesta, da ljudje živijo za športa, bodi si košarka, fuzbal, tudi rugby je zelo popularen v Franciji, ne. In to si pač družina vzame cel dan za košarko, grejo na tekmo, ne vem, 3 ure prej, pojejo tam hamburger, pomfri, in potem gledajo tekmo, to so pol postavijo, ne vem, da lahko kupiš drese, da lahko kupiš, ne vem, kakšne rekvizite za navijanje in tako dalje. Spravi, cel praznik je, ne? Ja, to je pač, imaš rezervirano soboto, popoldne, da greš na tekmo. To je to, ne. V Sloveniji ni tega. Če kdo gre pogledati tekmo, gre na tekmo in gre po tekmi takoj domov. In kaj pa samo vzdušje med tekmo, ne, to koliko navijačev, kaj pride, tako približno, ne vem? Ja, tu pri nas je dvorana mislim, da je za okoli 5000 ljudi, ne. Skoraj vsako tekmo nabito polno, razprodane vstopnice, tako da to je vzdušje bolano. Potem pa navijaške skupine še vedno, seveda, pa vse ostalo, kar je zraven prijatelj, da vzdušje je dobro. Kako se imenuje ta navijaška skupina? To so neki ultrasi, ne vem, imamo 3, v našem klubu so 3, vsaka navijaška skupina ima konca dvorane.
Tako da je kar A so te kdaj že poslali kam? Nekam tam? Ne? Niso. Okay. Pa bi zdaj, če se gremo še na to, ne, zdaj vidva imata sicer igrata zdaj v različnih klubih, ne, imata neko drugo pot sta si izbrala, ampak za nek kratek čas sta pa tudi skupaj igrala, ne, če se ne motim. Ne? In to je bilo kje je bilo to? V Celju smo skupaj igrali. Okay. Ko smo prišli v finale tudi tisto leto, ja. Torej, se pravi, vidva sta nek cajt igrala skupaj, ne? In to pri Celju, in tule imam en posnetek vajne skupne igre. Šlo je za A-Ljub, kot bomo videli pri Celju. Ok, bom zdaj predvajal, da vidimo, kaj se dogaja. Evo, Cuk dobi, ne, to je Cuk, ne? Ja. A to je bila 100, ali kaj? Za 100 koš? Še zaradi tega je to še bolj smešna zgodba. Aha, 101 piše. 100 koš moraš prinesti gajbo piva. Ja, res. Se pravi, to je bila 100, kak je ta, evo, zdaj bom tako ti angleški komentatorji, what is the thought process that goes on in v tvoji glavi, Cuk, ko vidiš Tineta, kako se pripravlja? Ne, a to je bilo čisto... Ja, dejansko, pač tako, če se spomnim, Tine tu niti ni bil dolg tak v igri, da bi rekel, da bi bil vroč ali nekaj na tak način, ni bil gret, se mi zdi, nekaj, in pač sem mu kar vrgel in pač dajte skočil, zabil in to je bilo to, ne. Tako da, ja. Ja, Tine, koliko si se počutil v tem, koliko si leto? Res si bil kar na visoki noti, nogi. Ja, normalno se potem, ko zabiješ, polno dvorano, še za 100 koš, celo klop na nogah, to je adrenalin, ti skoči, to je to. Pol gajbo pira, kako? Ja, na naslednjo tekmo moraš pa pol prinositi gajbo pira. Ok. Gremo še malo na to sceno slovensko, glede fanovstva v Sloveniji okoli Delasa pa Luke Dončića. Koliko vi to gledate, ne, na to, da je, ne, koliko mislite, da mi je zanimivo včeraj, mislim, v prejšnji ediciji sem se pogovarjal z Greg Skortom o tem, koliko bilo zanimivo videti, katera generacija pa koliko ljudi dejansko prebedi zvečer in ga po noči, no, in ga gleda, ne. Timo Cuk je en gleda od teh. Kako vi gledate na to, na ta hype, na ta, ne, če gledamo tudi, da je prinesel v NBA ta poskus euroligaškega basketa v smislu počasnosti, neke počasnosti, ampak vseeno premišljenosti, ne, ko organizira napad in vse to, kar se veže na njega. Kako vi gledate na ta, ne vem, Tine, kako gledaš ti na to? Ja, noro, res noro, kaj dela, ne. Zdaj zadnje tekme proti Clippersom po 40 točk delati najboljšim defenderjem, kot so Patrick Beverley, Paul George, Kawhi Leonard. Res se poigrava z njimi, to je res noro. Sej smo najbolj vsi ponosni, da smo Slovenci, ne, pa gledamo. In da rečemo, ta je pa Slovenc. Ampak kaj pomaga, mislim, takej bolj resno jemljajo zaradi tega v Franciji, ki vejo, da je nek Slovenci, taki... Pa ne vem, včasih, ko kako dobro potezo naredimo, mi rečejo Slovenian Magic, pa kaj tako. Drugače pa vsako jutro, ko ima Dončić dobro tekmo, prijem na trening in se z soigralci pogovarjamo, pač kako je dobro. Tudi vsi Američani mi govorijo, da to še niso videli, kaj takega, da je res neverjetno. Kaj pa ti, Cuk, kako gledaš? Rekel si, da roko si dvignil pri tem, ko sem vprašal, kdo bedi, ne? Ja. Okay. Gledam veliko tekem po noči, ne vem pač. Pa zdi se mi, da res tako lahkoto, ko Luka špila, da pač pa eleganco, ne vem, pač tako, da ga ne morajo pokriti, se mi zdi tako občutek imam včasih, če ne bo ga zguril pod koš, bo dal pa step back trojka, ne, pač da ima vedno nek odgovor na to, kaj pač obramba dela. Ja, drugače sem pa jaz navijač Sacramento Kingsov, ne, kar mi je pa žal, da niso prišli letos v play-offov.
Sam upamo naslednje leto. Mislim, mogo biti tako Dončić biti tam, če bi bilo vse tako, bi mogli biti, ne bi mogli biti Sacramento Kingsih. Tako da bi zdaj govorilo o Sacramento Kingsih, tam žal ne. Je pa res, da ima Dallas vedno probleme z Sacramentom, ne v igri, v tekmah. Ne, Ja, Sacramento je hitro igra, gojijo ful, ne. Zdaj pa glih to, kar smo rekli, oni so pa eleganca, počasno, premišljenost, ne. Ne vem, Sacramento so pa pač dejansko ta run and gun, če ne bo on vrgel, bo drugo vrgel, če ne bo on, bo šel polagati, ali pa pač bo dobil banano. Ne, pač hitra igra. No, potem gremo kar na NBA, pa še bolj posebej na NBA 2K gremo, ajde. Najprej moram reči, koliko PlayStation ste že menjala v življenju? Tine, koliko si že menjal? Ti ima zdaj že petko, ne? Jaz sem 3 menil. Začel sem za PlayStation 2, Okay. pa prvi NBA tukaj je bil 6 z Shaquille O'Nealom na naslovnici v Miami Heat dresu. Tako da to je bilo noro. To sem igral cele noči. Ja. In potem si prišel kaj, iz 2 na 4 in pol na 5 zdaj? Na 4. Na 3 nisem imel, ne, sem to vse na računalnikih igral. NBA 10, NBA 12, NBA 11. Imel sem pa PSP. PSP je pa tudi bil zanimiv. Sem imel NBA 10, 2K10 z Kobijem na naslovnici. Sem pa pol pa to PSP, pa poti na tekme, pa v avtu, ko se voziš na tekme. Imaš PSP, pa NBA. Faticuk? Ja, zdaj, če gledamo glede na naprave, ne, isto sem PlayStation 2, pa sem šel na Xbox v bistvu, ker je imel soigralec Xbox 360, jaz sem kupil Xbox od soigralca. Pol pa sem si pač skozi želel imeti dejansko PlayStation 4 in ko sem šel v Francijo, pač je bila to neka naložba, ena izmed prvih naložb, bi rekel, ne, tako da sem pač imel za preganjanje časa, če pač ni bilo glih treningov tekem, sem pač igral PlayStation. Drugače pa NBA, odkar igram, pač da se spomnim prve igrice NBA, ko sem igral, je bila NBA 2000 na računalniku še. To je bilo pa pač 6 let sem bil. Ja. Tiste je bila NBA Live, ne, celo se mi zdi. A je bil NBA Live je nekaj pol zamrl, ne, zdaj so spet probali voditi, ampak jim nekaj ne gre v tem, da bi kaj ustvarili iz tega, ne. Zdaj, enkrat vem, da sem bral tudi z LeBronom nek intervju, kjer je on rekel, da je veliko igral NBA, ne, in koliko mu je včasih čist kaj bi rekel, pomagalo v tem smislu, da je dejansko ful preizkušal določene akcije, gora, pa tako, kako se bo postavljalo v te stvari, ne, sam gameplay, ne vem, kako je to naredil, ampak tem intervju nekaj omenja, ne, je to promocija same, kaj dejansko iz tega potegna, bilo sem zanimivo, ne, da je veliko preigral tega. Ok, rekla sta, ker je bila prva NBA igra, ne, me pa zanima mogoče to, ne, časih so bili v NBA tudi euroligaške ekipe, ne, to se mi zdi, celo v live je bil, ne, zdaj jih ni več koda, ne, ampak kera je pa vajna NBA ekipa euroligaška, s katero sta rasla skupaj, Cuka so bili vedno Sacramento, ali? Ja, v bistvu Sacramento, pač ne vem, to je, ker sem bil še ful mali tudi, ne, pač mi ni bilo čisto jasen ta karkoli, ne, meni je bil logo, mi je bil všeč dejansko, pa jaz sem gledal Magic Mike, Čudežne superge, se mi zdi, da je prevodil slovenščino, in tam so bili not, mislim, da New York Knights, ne, in jaz sem pač imel NBA in igrico na računalniku in sem pač šel glede na njihov logo, podobnost, pač ne, sem šel pa, in to so bili pač Kingsi podobno in od takrat naprej dejansko navijam za Sacramento Kings. Ja. Danes meni si je Magic Mike, ljudje poznajo malo bolj v tem drugem smislu, ne? Like Mike. Ja, Magic Mike je ena taka lep film o lepih moških, bomo tako rekli, šarmantni, ne? Nisi gledal, jaz povem, šarmantni, rečemo, ne? Če vsaki tok cajta, kak šarmantni moški nastop. Kaj pa ti, Tine, ne? Po čem si ti go rast tukaj? V kjerih? Najboljše ekipe v NBA, pač najboljše, da sem ja najbolj spremljal, so bi bile Los Angeles Lakers pa Cleveland Cavaliers z LeBronom še, predtem da je šel v Miami. To se najbolj spomnim, pa tudi dres, kako sem videl na Kobe, mi je bil najboljši, pa LeBron. Pa imel sem tudi prve čevlje za košarko, sem imel LeBronke, ne vem, LeBron 50, LeBron 7, nekaj takega, pa tudi pol Kobike. Te dve ekipi sta mi bile res najpotrebni.
Lakers je še bil Pogosol, pa Vujačić je tudi bil v tej ekipi. Te so mi bili najbolj zanimivi. Kaj pa kakšna evroligaška ekipa, katera sta najbolj tako spremljata, poleg pač kakšne slovenske? Ja, jaz Euroligo, drugač Olimpijo sem spremljal, ne, to, ko je bila še Euroliga, Olimpija. Zdaj trenutno, kaj bi rekel, ne gledam neke Eurolige, če si iskreno, zadnje čase bolj spremljam NBA, tako da ne morem točno reči. Nimam nekega favorita iz Eurolige, ne. Ja, mislim, če že, ne vem, Partizan, če je, ali Crvena zvezda, kaj takega, sam tudi ne vem, če je še v Euroligi, ne. Tine? Ja, jaz rad gledam evroligaške tekme, sam da bi pa imel neko res izbrano ekipo, to pa drugače pa ja, Crvena zvezda. Sta videla zadnji koš? Ja, Crvena zvezda. Lloyda. Tega Lloyda, Jordana Lloyda, proti budućnosti v finalu ABA. Voladno. Pa še ta Krka Olimpija, ne, buzzer beater. Luka Lapornik. Pa še s kom so že igrala, je pol Krka s kom je že igrala Krka v finalu? Z Šentjurjem. Šentjurjem, ne, iz Šentjurja. A poznaš tega mlajšega, ki ima ta specifičen met, rečemo temu, ne, z temi, ne, ti si igral v Šentjurju, ne, Cuk? Ja, ne poznam ga. Ne, res specifičen. Pa ima dober šut. Ja, se gleda to, da mu tak zabije, ne gor nekam, ampak šutira pa vse nekot, očitno mu gre, ne. Okej. Zdaj, kolikor jaz vem, ful rada igrata My Team, ne, na NBA 2K-ju, ne, pa tudi My Career, ampak kako sestavo imata na My Teamu trenutno? Cuk, kaj imaš v ekipi? Jaz ponavadi se držim tega, da delam neke jugoslovanske ekipe, pač ne vem še kar sanjam o tem, da bi Jugoslavija imela svoja reprezentanca. Ker mislim, da bi pač lahko dominirali celemu svetu s tem, tako da ja, se držim teh naših jugoslovanskih igralcev, ne vem, to so Dragić, Dončić, zdaj Pukuševski, Nurkić, Vučević, kaj pol, Kukoč, ki je bil še včasih, ja, Dražen Petrović, valjda, Jokić, Nikola, Oba dva Bogdanovića. Ja, še čakam, da pride dobra kartica, kjer je od njega. Pa Tine, kaj imaš pa ti Poštlino? Ja, tudi, ko vidim, da pride Dražen Petrović, ga takoj kupimo, ne, ker mi je res top karta, samo šut zadeva vse ima 99 trojko. Drugače pa probam tako narediti ekipo, da vsi šutirajo pa enega močnega centra, da samo pol igraš pick and roll pa ga zabija čez vse. Se pravi, imata to, ne, že utečeno igro, ne, čim več za 3, čim več poskusov noter metanja, okej. Potem My Career mogoče, ne, kaj si najprej izbereta? Ne, Tine, zdaj vem, da si power forward takoj, ne, si daš kar štirkico takoj, neko centro. Letos sem si naredil najprej centra, pa sem ga čisto zasral, pa sem si pol naredil playmaking shot creatora, point guard. Pol sem si pa še naredil še enkrat power forward, da ga lahko zabija, pa to, ne. Cuk, pa ti? V bistvu, glede tega My Playerja, jaz letos sploh ga nisem neki imel namena igrati, dokler ni KZS dal teh turnirjev ven za reprezentanco, ne, za to e-sports prvič slovensko reprezentanco in sem pač dejansko tam prišel med top 18 igralcev, pač tako da, no in igrali smo tu tekmovanje, v tem je bilo, da smo igrali vsak svojo ekipo, vsak je imel Lakerje, ali imel Brooklyn, in imel pač ne, in si pač igral 5 na 5 in pol, ko smo pač zmagali, ne, iz vsakih teh 5 turnirjev prvi 4, smo bili zbrani, ne, in mogel si imeti pa My Playerja, in jaz ga pač nisem imel narediti, ker jaz sem igral samo My Team, tako si rekel, ne. In v glavnem sem pol začel trenirati tega My Playerja in sem imel, ne vem, za reprezentanco takrat pa rating, ne vem, glih 70 in pač brez veze, kot da pač bolj bilo, da sploh ne bi šel probat, ne, v glavnem. Ja, in sem imel takrat scoring mašina, zdaj pa nekaj ne špilam tega več, ker mi je Tine svetoval za novega, ker je Tine pač bolj vešč o igranju tega neighborhooda pa to, ne.
Zdaj, sharpshooter, če se ne motim, tako malo večjega, ja. To je pa bolj zanimivo, bolj zabavno je špile. Je. Ne, jaz si vedno naredim defenderja, pa 3-point shooterja. Ja, to je glavno. Lockdown 3-point. Ja, šit ga tudi, ja, tega sem tudi imel, pa vse sem imel polče, ko sem je dal. Ok. Dajmo še eno čisto random temo. Spremljate kaj sanskega moškega, Masterchef? Tine, spremljaš kaj? Ja, sanskega moškega, ja, Masterchefa, pa leto še nisem gledal. Okay, sem ga pa v preteklosti tu pa tam gledal večkrat. Ti je Cuk? Ja, spremljamo oboje, Masterchefa še valjda vsebi, naš Gacek, naš Konic. Tako da pač posebej navijam za Gacota. Ja, že kar dal čau dati v Gaco, ne? Še kar je not, ne? Letos mi je res zanimivo, da nisem sanski moški, nisem videl tako dobrega šova v zadnjih letih na slovenskih televizijah, ker res nimam televizije v programu več skoraj. In the sheer amount of drama, toliko veliko drame, ko je noter, že dolgo nisem bil zadovoljen s tem. Ne? Okay, mogo sem to vprašati. Evo, lepo pozdravljeni, še vedno smo v KSK govori o daji, z mano sta Tine Kotnik in Timotej Cuk. Mi smo še pri zadnjem delu pri NBA trivia, random trivia questions. Začnemo na vzhodu, na istu. In bomo tako naredili, no, ker sta dva, vsake eno vprašanje, pa bomo pol na koncu prevedli, kdo bo koliko točk bo ta skupno brala, to se pravi spet špila ta skup po dolgih letih. Zraven, tako da gremo najprej na prvo vprašanje, ne? Imamo eno vprašanje vsakega igralca iz vsake ekipe, ne? In najprej pri Atlanti. Centra Hawksov, Clint Capela in Bruno Fernando imata fotra iz iste države, katere? Cuk, recimo s teboj začnemo. Ja, jaz bi rekel Angola. Angola, ok. Tine, za tebe, Boston. Koliko tekem je zmagal Kemba Walker v svoji rookie sezoni? 20, 16, 7, 11? 11. Potem gremo v Brooklyn. Spencer Dinwiddie je lani zagnal a blockchain-based app for influencers. Kako je ime temu appu? Cuk. Block Party. Block Party, ne? Dobro. Pri Charlotteu smo. Igralec številko 11 je, to sta dva dvojčka, ki igrata pri Charlotteu. Tine, povej, ali je to Caleb Martin, Cody Martin, Kenyon Martin in KJ Martin? Mislim, da ni Kenyon Martin, mislim, da je Cody. Cody, ok. Smo pri Chicagu. Garrett Temple je igral za koliko NBA ekip? 10, 9, 8, 7. Cuk. 9. 9, ok. Cleveland, kako je ime temu D-Wade-u? Ta z lepim nasmeškom. Din. Ok. Ja, seveda. Detroit, kdo je bil zadnji trener Killanu Hayesu, preden je šel v NBA? Killan Hayes igra tudi pri Detroitu. Cuk, to moraš vedeti. Play, Slovenc. Imaš lahko... Čakaj, klic v sili, čakaj malo, da pokličemo. Dobar dan, pozdravljeni Tine Kotnik. V oddaji imam trenutno Timoteja Cuka, ki odgovarja na vprašanje, kdo je bil zadnji trener Killanu Hayesu, preden je šel v NBA. Imaš 10 sekund, da odgovoriš. Jaka Lakovič. Ok, hvala za odgovor. Timotej Cuk, ali se strinjaš? Se strinjam, seveda. Mu zaupam 100% zadnji odgovor. Dobro, gremo naprej. Za Tineta Indiana postojala su dostoglasna šuškanja kako bi mogao biti novi igrač u hrvatskoj reprezentaciji. O katerem košarkarju Pacersov je govora? Oshie Tripset, TJ McConnell, Casey Stanley i Malcolm Brogdon. Tine. Kaj? Tine, kateri je? Klic v sili. Lepo pozdravljen, Timotej Cuk. Z menoj je Tine Kotnik in odgovarja na vprašanje, da so postala neke šuškanja, da bi nekdo lahko zaigral v hrvaški reprezentanci od Pacersov, o katerem košarkarju je govora? Oshie Tripset, TJ McConnell, Casey Stanley, Malcolm Brogdon. TJ McConnell pa Brogdon zviher nista, ne? Tako da se poje Stanley ali pa Brissett. Jaz bi pa rekel, da je Brissett, sam ne vem pojma. Tine Kotnik, to je odgovor Timoteja Cuka, povej, a se strinjaš ali ne? Se.
Ok, Oshie Tripset. Naslednjo, Miami. Eno od teh ni ime brata, sestre, Preciousa Achue. Can you guess which one? God's gift, God's love, God's will, God's bliss. God's blessed. God's bliss, ok. Tine, Milwaukee, v kateri sezoni je Brook Lopez zadev svojo prvo trojko? Ne, Rookie je bil leta 2008-9. 11, 13, 15, Ja, 17. On je dober šuter, tako da Zdaj. najbrž bolj 2-12, 2-13, mislim, da ne. Okay. Ne vem. Kaj bi dal? Kaj druga? Bolj davčno zdaj. Ne, po moje to. Okay. New York, 23 Savage je Twitter handle katerega nika? Julius Randle, Kevin Knox, Taj Gibson, Mitchell Robinson, fuck, sorry. Yeah. Ok, to je pa 23 Savage. Ja. Randle. Randle. Okay. Orlando. For me, black lives are supported through the gospel. All lives are supported through the gospel. Kateri Magic player je to rekel potem, ko je edini ni sodeloval v Black Lives Matter protestu v Bablu? Mo Bamba, Dwayne Bacon, Mo Wagner ali Jonathan Isaac? Mislim, da je Tine, Wagner je belca, ne, tako da ne vem, kaj ti misliš. Ja, Ja, to ne. je ono edini, ko ni pokleknil, ne, če se spomniš. Ja, ne vem, mislim, da on bi pokleknil. Ja, meni se zdi, da je Mo Bamba ali pa Isak, mislim, da zigra. Ne vem. Tine, zadnja beseda, tvoj zadnji odgovor, Mo Bamba. Bamba. Je to imajo pesem, Mo Bamba, nima? Nima pesem. Ja, celo- pa ta igra, Shaq West igra v Franciji, v drugi ligi. Aha, Ja, to res. pes. Zanimivo. Ja, fun fact. Fun fact. Smo profili, v kateri 76ers je populariziral okay. Ninja Headband, preden ga je NBA banil. Mike Scott, Anthony Tolliver, Tobias Harris, Ben Simmons. Gremo, cuk. Ninja Headband, to pa je bil Tisto, ja. Ben Simmons. Okay. Ne, Tobias Harris, ja, Ben Simmons, ja, vse je v redu, Ben Simmons. Okay. Toronto, Tine. Chris Boucher je edini NBA player ever iz svetega Vincenca, verjetno. Ja, on In je- Grenadinov, on je Guadalupe, iz Kanade. Svete A ni on Lucije, iz Kanade? Haitija, zgleda, da ne. To so zelo preverjene informacije od enega najbolj random poznavalca NBA faktov, Antona Kantaleniča, tudi šel dati za njega. Ne Povej. vem. Ne vem, Sveta Pet. Lucija. 4, Haiti Svete ali pa Lucije. Guadalupe, Sveta reče. Lucija. Svete Lucije. Santa Lucia. Not John Wall, ampak ne drug črtica, is the fastest player in the NBA, DeMarcus Cousins said leta 2014, o kom je govoril? Russell Westbrook, Ish Smith, Garrison Matthews, Raul Neto. Russell Westbrook, man, da. Okay. Pošli. Ogled ocene, to ne gledate, to ni prav. Atlanta, je bila Angola, Angola. Clint Capela in Runa, Sedem. bravo. Boston, koliko tekem je zmagal Kemba Walker? 7. 7. Aha. Spencer Dinwiddie je lani zagnal ta app, ki se mu reče Galaxy. Charlotte, kateri je igralec, Cody Martin, bravo. Chicago, Garrett Temple je zaigral za koliko NBA ekip? 9, ne, 10. Cleveland, kako ime temu, seveda iz NBA tukaj vemo, da je to Dean Wade. Detroit je bil zadnji, ja, Lakovič. Ja, to je prav sem, ja. Aha, to si se pa ti. Če je, ni če. Ja, seveda, samo za vse, brate, oprostite mi, po srcu se vam res opravičujem. Indiana je bil TJ McConnell. Kva? Ja, za njega se je Je šlo. podaril rekord drugače, ne dolgo nazaj za največ stilov, če ste A res? videli. Ja, imel je 12 ali 13 stilov v eni tekmi. In skor bi igral, po bi še pa skor Slovenijo vzel, ne pa Hrvaško. Ja, bi nam še ukradel malo morja. Še piratski zaliv bi vzel stran. Eno od teh ni ime brata, da se čuje, bravo, God's Bliss. Bravo, v kateri sezoni Brook Lopez je zadev? 2014, šele se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6 let je rabo, da je začel trojke metati. Zdaj na to, kako jih mečem. Zdaj šele je dober. 23 Savage je Mitchell Robinson.
To pa nisem. Black Lives Matter je bil Jonathan Isaac, ni prisostvoval. Philly, kateri 76 je populariziral, Mike Scott je bil to, ne Ben Simmons, Toronto Chris Boucher je iz Svete Lucije bral, Tine. Ni John Wall, ampak je Ish Smith. Evo, da preštejemo. Je DeMarcus Cousins ima pa izjave, ne, razne, pa daj se tudi moc zmoti. Smith. Ja, Ish Smith se igra zdaj pri Washingtonu, ne, celo prvi postavi, mi se zdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vsaka čas, to je že v bistvu kar lepo. Kar dobro. Ja, kar dobro. Okay, zdaj gremo pa še na West, tole bomo lepo zaprli, random trivia, takle gor, damo na celo, damo na celo, takle gor. Okay. Da pogledamo, kaj bi pri Westu še lahko rekli. Poznate West, vam gre? Bomo že, ne? Bota že, ok. Ja. Evo, probajte, ajde, spet isto kot prej. Začnemo z prvim vprašanjem o Dallasu, če to ne veste, potem kar zaključimo tole. Eden od teh Mavericksov se ljubiteljsko ukvarja s slikarstvom, kateri? J.J. Redick, Dwight Powell, Willie Cauley-Stein, Boban Marjanović. Probajte razmisliti, kak je dela od njih, ne? Če ste že zdaj sledila. Cuk, ajde, Cuk, začni. J.J. Redick, ok. Tako bi jaz rekel, ne vem. Dobro. Napiši priimek, zdaj je bil odmeven trade, ne, za Aarona Gordona. Napiši priimek vsaj enega od dveh tradeanih igralcev, ki so ju Nuggetsi dali za Aarona Gordona. Priimek, sam priimek. Hampton, ne. Ok. Klay Thompson v tem intervjuju govori o... To je bil intervju tak znan, neka random novinarka ga ustavi in ga vpraša za mnenje, on bil zelo nonšalantno, lepo je odgovoril, tako kot je treba, in bil zelo vesel kasneje, da ni šlo spet v košarki se. Čem govori? Ste videli ta posnetek že? O čem govori? O čem govori v tem posnetku, kjer se ne gre v košarki? Ne? Kaj bi rekel? Ne, to zgleda mi tek bolj zima, mogoče kako praznično dušo. Ok, ti ne to pravi, kaj ti praviš, Cuk? Predbožični čas. Zadnji odgovor, Cuk? Ja, v redu, predbožični čas. Mogoče ameriška izvedba za božič smo doma ali pa kaj tako. Ok, predbožični čas, lepo. Gremo naprej, Houston. Ta igralec je bil tretji NBA player s potrjenim covidom. Prva dva sta bila Gobert in Mitchell, Kelly Olynyk, Daniel House, Christian Wood ali pa John Wall. Tine. House. Ja, mislim, če piše se tako ta serija o tem zdravniku Houseu, tako da če je on zbolel vsakemu čas, da pol lahko verjetno se hit pozdravi. Kaj je Serge Ibaka pripravil Kawhi Leonardu v How Hungry Are You pri Clippersih? Smo. Bikova jajca, bikov penis, kravji jajčniki, kozi anus. To sem gledal. Si gledal, ne? Jaz mislim, da je z bikom povezan. Zdaj pa nama so jajca ali pa... Bikov penis. Bikov penis, okej. A ti ne se strinjaš s bikovim penisom ali bikov jajca damo? Ja. Ali je štil ali je tiskal bek visi? Ok, Lakersi. He's a great player in transition and once you get him in the half court, he's average. Kateri Laker je to rekel Benu Simonsu? Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Jared Dudley, Andre Drummond. Kdo je zdaj? Meni si da je Cuk, ne? Jaz sem. Ja. Tole je pa rekel ali Kuz ali pa Dudley. Kdo je bolj tak savage? Je bolje Dudley savage. Ok, kateri letnik je Valanciunisov Audi na sliki? All timer. 90, 92, 94, 97, praviš kaj? 97. Ok, Pisa, res je neki vozu, ne, tako rano, tule mo že beg gledati, ali spreden del, da je tehnični. Mislim, da bi šel, kaj pravta, bi šel čez tehničnega tale avto? Bi, veš, da bi. Bi, ne? Zaprav denar. Ma dej, tule bi Valanciuni 70 ur opustil, sem da mu gre čez tehničnega, ne, zelo zelo navezan na njega. Ok, Cuk, mama, pri Minnesoti, katerega soigralca je D'Angelo Russell kot ruki sničal prek Snapchata, da vara punco? Nika Younga. Ok, lega tega. Cuk pozna vse
ozadja Minnesota zgleda, da New Orleans Pelicansi. Koliko pol bratov, sester ima po očetovi strani Steven Adams? 8, 14, 17, 24. Tine. Gremo z 14. Si predstavljate, da imaš tok, kako moraš to poklicati, si živ, si v redu. V bistvu, za božič, celo obdarovanje pošilja čez 3 celine. Fajn je pa mogoče to, da bolj pravi, če rečeš pomoč, da če vsakega dobiš za rojsten dan 10 evrov, je že to 140 evrov iz nič. Res hiter. Oklahoma. Kak nickname ima Alfredo William Horford, oče Ala Horforda? Stalin, Lenin, Tito. Tito. Okay. Phoenix. Čigave so te patike? First sneakerhead ekipe. To bi še Grand Theft Auto, Miami Vice, Torrey Craig, Javon Carter, Langston Galloway, DeAndre Ayton. Pri Phoenixu igra. Take lepe barve, glih prej sem v backstageu razlagal Tinotu, kak je meni všeč ta barva. Torrey Craig, ok. Pri Portlandu smo. Kateri Trailblazer je dobitnik promocijskega naslova? Ne vem, kaj je že to neki wrestling, meni si je Champion 24/7. Kdo je to? Nurkic, Kanter, Covington, Harry, Giles. Kdo je tak najbolj robusten, tak, ki ga prinucu motor, dvakrat te zabije dol na tleh? Ja, dobitnik promocijskega naslova. Ja, dobitnik promocijskega naslova, Jerry Giles. Kdo? Kanter, Enes Kanter, vržete not in te zapre in pošle v Malezijo. Sacramento, kakšen procent meta je za 3, moral imeti Mo Harkless leta 2017 v pogodbi, da je dobil $500,000 bonus. Smo pri Sacramentu, jaz bi to vprašanje kar prepustil Cuku, glede na to, da je njegova najboljša ekipa, ki jo spremlja. Zdaj, če to ne veš, te bomo kar tožili verjetno iz Sacramenta, je to 25%, 33, 35, 40. Kaj boš rekel? Moram povedati, da je Mo Harkless šele zdaj bil v tradan v Sacramento, tako da ni dolgo pri Sacramento. Jaz bi pa rekel, da pač on ni šuter, pač kakor jaz spremljam, da bi zdaj imel 40%, ker 40% plus bi bil Curry, tako da jaz bi rekel 25 ali pa 33, tako da bi rekel 33. Da mu daš $500,000, ne? $500,000 dobiš, da moraš imeti določen procent. 33. Ok, za 33 mu daš $500,000. Ok. San Antonio, The Three Goggles, to je to, ko to narediš trend, ne? Mislim, da to neki naredijo, ne? Became popular in the NBA, whereby players feed themselves with an A-OK hand gesture, to, kar sem pokazal, goggles after they make a 3-point basket during the game. Kdo in ta njegov teammate Rudy Fernandez are credited with having started the trend. Kdo je začel ta trend poleg Rudyja Fernandeza? Rudy Gay, Patty Mills, Derek White, Trey Lyles. Tine. Kaj praviš? Ajde, Derek White. Derek White. Okay. Še zadnje vprašanje, smo pri jazzu. Katera ekipa je dropnila Joe Inglesa, prednji so ga Jazz pobrali za stojn leta 2014. Clippers, Lakers, Kings, Magic. Gledam to, kaj zdaj dela, ne, da je bil takrat za stojn. 2014, kaj meniš, Cuk, za zadnje vprašanje? Clippers, Lakers, Kings, Magic. Greš s svojimi Kingsi? Ne, Clippers. Greš s Clippersi. Ok, pošli. Gremo se cene, 3, 2, 1, reveal the questions. Dallas, eden od Meringsov je bil Willie Cauley-Stein. JJ Redick ima svoj podcast, Dwight Powell, mislim, da je nekaj igra na kitaro, smo zadnjič ugotovili. Boban Marjanović je v filmih, Willie Cauley-Stein pa zgleda, da se ukvarja s slikarstvom. Denver, napiši primek saj enega od 2 tradenih igralcev, ki so jo Nuggetsi dali za Aarona Gordona. Bravo, Hampton je bil eden od teh zelo 2 nepoznana igralca, ko ste pač za Aarona Gordona je bil ta kar presenetljiv trade. Naslednje, Klay Thompson v tem intervjuju ne govori o predbožičnim času, ampak o gradbenih odrih. Govori o gradbenih odrih. Houston, ta igralec je bil 3. NBA player s potrjenim COVID-om, prva 2 sta Bertin Mitchell pri Jazzu, 3. pa je bil Christian Wood, je zbolel. Ne, zbolel je Darvo. Clippersi, kaj je Serge Ibaka pripravil Kawhi Leonardu v How Hungry Are You? Bravo, Biko Penis, Biko Štil. Lakersi, he's a great player in transition and once you get him in the half court, he's average. Kateri Lakersi, to je rekel Ben Simonsu, seveda Jared Dudley, človek, ki da 2 trice in se počuti, kot da je vrgel pol Celja dol.
Memphis, kateri letnik je v Lančunisu Audi na sliki? 92-letnik. Pomladil ga je, Ja, Tine. Kak? Kaj praviš? Še starejši, ja, v bistvu ga je Tine pomladil, se vidi, glede na izkušnje Tine, to je potrebno še malo delati na avtih, ne? Minnesota, katerega soigralca je D'Angelo Russell kot Ruki sničal prek Snapchata, da vara punco, bravo. Nick Young, bravo, kdo je to odgovarjal, Mencija Cuk. New Orleans Pelicans, koliko pol bratov, sester ima po očetovi strani Steven Adams? 17, ne. Let that sink in, ne, 17. 17. Mislim, je bilo, kjer random ime izgovoriš, nekdo je tako poimenovan, rečeš. Ne vem, ziher je nekdo, enemu je ime Timotej, Amadej, enemu pa Tine, ziher. Eno od teh je ziher. Kak je nickname Alfredo William Horforda, Tito, ja. Phoenix, čigajo ste patike od Langsona Gallowaya, ne? Ta lepa barva, res tak, lepa barva, roza, modra, turkizna. Portland, kateri 3 dobitnik pomorskega naslova ja, Enes Kanter, Enes Kanta. Sacramento, kakšen procent meta? Blizu, le, to ti priznam ti 35, 33, le, priznam ti 35, vsem si bil res blizu, za 35% pa res dobim, mu dam $500,000, no. Ja. Kdo naredi to pri San Antoniju, kdo je populariziral skupaj s Fernandezom, Patty Mills, Avstralcem izdi, ne, play. Ja, da je igral pri Avstraliji, tudi katera ekipa je dropnila Joe Inglesa, predtem so ga Jazzy pobrali za 114, Clippersi. Se pravi, imata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravo, 8 vprašanj je bilo pravilnih, sploh ni slabo, se mi ne zdi. Ja, imata še kaj za konec, bi kaj še rekla, kaj pozdravlja mame, fotre, da sta na televiziji. Živijo cel 4. B-blok. Okay. Tine, kdaj je naslednja tekma? Jutri? Ja, to bo predvajano v soboto. Jutri soboto. Da, tekma je bila počasi enkrat bo. Cuk, kdaj se ti vrneš? Kaj? Kak je okvirni plan? Jaz se vračam, ja. Sem zelo odspredi za svojo rehabilitacijo, pač praktično bi še mogel biti na Bergla, sem že lahko hodim, tako da mislim, da bom čim prej, no, upam, da čim prej, da bo noga služila tako more, da drži vse skupaj, tako da. Ok, tako da, če ste v Franciji, pogled Tine Kotnika pri Bolzaku, kje je to sploh? To je mesto, tudi Bolzak? Se reče? To je predmestje Perigoja, je pa blizu Bordeauxa. Evo, če boste kje tam, nazovite Tineta, pelal vas bo najbližjo fast food restauracijo, pa za sladico bo en ananas. Ti, če pa ste v Celju, pa počakajte še pol leta, potem boste pa lahko spremljali še nekoga drugega kot Timoteja Cuka. To je bilo to z moje strani, jaz sem Amadej Kraljević, to je bilo, kaj se kaj govori. Hvala vam obema, da ste prišla in to je to, adijo. Adijo. Čau.